Na svojo pot grem z njim v nov pristan, a zavedno bom le tvoja hči. Totalna norišnica. Cela bajta se sprašuje, kdo je noseč. Tina ali Špela? Okej, pa sej to mene čist nič ne briga. Ampak malo me pa skrbi, da nekateri mislijo, da je Špeli naredil otroka moj brat Janez. Ker težko verjamem, da bi Janez sploh že. Kakorkoli. Take debate in pa razmišljanja o moji in sosedovi familiji mi dajo misliti, da se naša otroška leta počasi poslavljajo. Ali je res že čas, da gremo? In kdo bo prvi? Ja, še to. Prejšnjič je Korina stisnil. Verjetno vas zanima, kaj je z njim. Mene tudi. Vsake oči iščejo Maurico in prijazna beseda uho. Vsakdo išče svojo pravljico, že od nekdaj je tako. Obljubo se zlahka prelomiti da in dolga je pot do zaupanja. Vsako ranjeno srce pozna to pot in dobro ve. Pod eno streho 100 želja, tu sta ljubezen in zavist doma. Pod eno streho iščejo poti, sprti in zaljubljeni. Pod eno streho 100 želja, tu sta ljubezen in zavist doma. Pod eno streho iščejo poti, sprti in zaljubljeni. Ja, halo, dobro dan, a je to reševalna postaja? Ne morem počasi govoriti, zato ker se mi zelo mudi, no. Ja, pa tlele mi fotor umira, no, mi lahko nehate težiti. A vi veste, kdo je gospod Koren? Pa takoj se mi namalite tle v 3 minutah, če nočete biti na dnevniku, a jasno? Takoj! Materina. Kako je s fotom? Je že v redu, boljši. Kaj si, no, te skrbi, kako je z očjem, ne? Ja, no, vse te razumem, a veš, kar če bi slučajno tvoj očka zdajle umrčkal, bi ti lahko zaključil svojo kariero. Ti si pa res neverjetna, je. A te je res toliko briga za njega, kaj? To boš ti meni govoril, ti, ki ga že cel življenje molzaš. Veš, kaj ti bacil vabi, zdaj bo pa sam tihe. No, že tako je Špela že cel cajt govorila, da bi morala ti spizditi ven iz naše hiše. In veš kaj? Kaj? V bistvu se mi zdi, da je imela prav cel cajt. A daj, no. A me ne boš nič pogrešal, no pa se veš, koliko sva se fajn imela, Gogi. Živi. Spavaj. Pa kje so te kurčevi dohtarji, no? Kje so, no? Si tok paničen, no. Pa poglej, kak dedac je tvoj fotor, no. Tak, ta prav moški. A si ti tudi kaj deca, a, Gogi? Kaj s tabo? Kaj se te v glavi dogaja? Kaj? Kaj nič. Sam zanima me, če si ti tudi tako močan, pa če si tako žilav, pa če znaš tako dober božat, kot tvoj oče, a?
pa sem še eno tako, je presite zmešane pa opada. Je jasno? To Gogi, bodi grob, ja. Dej pokaščete, kaj v hlačah. Tvoj fotar je že dokazal, no zdaj pa še ti dokaž, no dej, Gogi, no kaj, a te je kaj v hlačah? A te je? Ti materne! To, Gogi, to, bravo! Prvič v življenju si stopil na svoje lastne noge, pa prvič v življenju nisi k fotru letel, pa ga vprašal za nasvet, pa prvič k fotru, ki ga cel življenje samo vzeš za to, da dobiš keš od njega, keš, da lahko ne babe pecaš, ki te niti povohale te ne bi, če ne bi imel njegovega keša, je prav? Je Janez. Janez, kaj pa s tabo? Kaj narobe? Nič, vse je v redu. Kako nič, le kakšen si tak, da te kdo pretepil? Ma ne, nič ni. Po stopnicah sem zletel, pa se mal udaril. Vse je v redu. A, po stopnicah si zletel? A se spet norčuješ iz nas, ali kaj? Pa ne, nič ni, no, saj sem vam povedal, dajte mi mir. A daj ne laš, Janez, no. Janez. Kje je Janez? Ti kreten. Idiot, hudičo, ti veš, kaj si me... Ne hod mi bliz. Ti veš, kaj si me naredil. Vse si razsul. Rekla sem ti, da si nimaš kaj vmešavati, ker ni tvoja stvar. Nimaš kaj sploh upletati svojih stvari noter, razumeš? Pred 10 leti sem se ta zadnjo tako menila s fotrom. Nekaj sva razčistila, nekaj sva spucali, priješ ti in vse uničiš. Nočete videti več. Ti je jasno videti več. Jaz sem ti hotel sam dober. Janez, zdaj imam pa jaz tega zadost. Takoj nam povej, kaj za enega hudiča ima ta vidva špelo. Nič. Janez, lepo te prosim. Te povej, kaj se dogaja. Lepo te prosim. Ja pa nič, no, dajte mi že enkrat mir. Daj povej, ko ga je narobe. Vse lahko poveš, nič ni treba skrivati, vse se lahko vse pomenimo. Še zmeraj smo se. Pa dobro, ne nas imeti za norca, nas vsi vemo, da je špela noseča. Ja, je. Sam ne z mano. Kako se je to? Ona bi rada na vsak način splav naredila. Jaz se hočem pa prepričati, da naj tega ne naredi. Prav. In sem se odločil, da bom jaz skrbel za tega otroka. Kako si to predstavljaš? Sej še sami skoraj nimamo za preživeti, zdaj ne bi pa za tuje otroke skrbeli. A se te zmežala, kaj? Ne bi bilo treba tebi nič skrbeti. Dost sem star, da bi lahko špelo sama skupaj na svojem živela. Sej vsak ptič mora enkrat iti z gnezda, a ni tako? Jaz sem pač mislil, da je pa zdaj moj čas prišel. Jan? Aida? Ni jih tukaj. Usedite se tukaj, prosim. Zdaj me pa dobro poslušaj. Ena sama napačna poteza naj jo lahko, mislim, predvsem tebe ogromen stane. Ja, ampak jaz še vedno ne morem verjeti. Kaj ne boš verjeti? Ja, a boš sok? Bom, ja, boš. Ja, ne morem verjeti, da je ta koren, kreten, sposoben narediti kaj takega. To, ko vse, kaj misliš? Ja. Kako da ne, no? Pa on je tipičen predstavnik moškega spola, no, Anja. K neha misliti zgornjo glavo, tisti moment, ko ima žensko rad pred sabo, a ne? Ja, ampak a se on zaveda, da mu ta ženska rad lahko odnese vse, kar je ustvaril v življenju? On se nič ne zaveda, ja. Kam pa letaš na vsece tukaj, no? On nič ne ve, ti moraš vedeti. Poslušaj me dobro. Računica je čist preprosta. Poslušaj. Mojca se vrača. Vzame pol denarja. Ti naj noseča in sil od njega drugo polovico. Ja. Kaj
Kaj bo pa te postalo? Ja, a misliš, da je tako? Ne mislim, draga moja, vem. Poslušaj, draga moja. Ti se lahko obrišeš pod nosom, takole, veš, za ves denar. Ker koren ti ne bo dal niti ficka, veš? Niti ficka. Ne, tako pa ne bo šlo, da se ti vse reši. Boš videla. Mislim, a veš, tako pa res ne bo šlo. Ta stvar je mnogo bolj zakomplicirana, kot se ti misliš. Kako? Boš videla. A veš, če koren ne bo izpolnil tistega, kar mi je obljubil, bo lahko končal v zaporu s temi papirji. Evo. Madonna, sem energična, počakaj, da vidim. Se upravičujem. No, poglej. Bom še pol spucala. No, poglej. Saj se dve kamer vodi, no, počakaj. No, kaj praviš? Počakaj, da vidim. Ne, tole poglej. A? O, Madonna. Ja, kje spa trapa skrivala tele papirje vsa ta leta? A se ti zavedaš, da s temile papirji lahko mi pritisne korena ob zid? In zdavni bi bila tvoja bodočnost rešena. In ne bilo se ti treba trest za njo, niti za Janovo bodočnost. Pa tudi najna poslovna bodočnost bi bila odprta. Ne, nisem čist prepričana. Ja, kako da ne, no, poglej. Čist enostaven. Poglej. Napiševa korenu pismo. In mu lepo razloživa, da mora stvari, ki ti jih obljublja že tolika leta, rešiti najmanj v pol leta. Če ne bojo tele kompletni dokumenti romali k advokatu. Ljubica moja, v enem tednu boš imela vse rešen. Razen tega, bova pa še najdle naslov od Mojce. Pa ji bova pisale, naj se takoj vrne. Zakaj pa? Ja, poslušaj, kako ne razumeš? Mojca je njegova zakonita žena. Tukaj nimaš kaj praskati. Ona ti ni nevarna, veš? Tukaj nimaš kaj. Midve se morava znebiti, ti ne, Madonna. Ker Mojcin prihod pomeni ti in odhod, a ne? In najna situacija bo čista in roke bojo popolnoma čiste. Drži? Drži! Včasih se stvari postavijo tako, da niti največjemu sovražniku ne privoščiš to, kar se mu dogaja. In tako je trenutno s Korenom. Ne privoščamo. Zdaj se mu svet res postavlja na glavo. Sicer pa, kako že gre tista modrost? Veter seješ, žanjiš vihar. Odid za vsako ceno. To ni nobena opcija. Sploh pa kako si predstavljaš, da bosta s Špelo šla na svoje, če še za kruh nimata? Se bova že znašla. Ljubezen premaga vse ovire. Pa Janez, no pa menda ja moraš vedeti, da mora biti totalne za to, če hočete biti skupno. Mislim, koliko si lahko naiven, no? Pust me, no, jaz sem se že vse odločil. Janez, težka odločitev je to. Zato sta potrebna dva. Ja, dva. A je Špela tudi za to? Nisem je še vprašal. No, vidiš. No. Veš kaj, največji problem je trenutno ta, da smo čist brez denarja. Težko bomo preživeli. Mami ne ve, kako bo z njeno plačo. Jaz pa tudi še ne bom dobil nakazila od varnostne prav kmalu. Ne obremenjujemo se s tem, no. Može kako. Kakšen polavarček naštrikala. Važen je, da se razumemo, pa da se imamo rad. Pa da si zaupamo. Vse denar ni vse. Tudi brez denarja gre. Jaz bi pa rabila jutri denar. 14 jurjev. Za knjige. 14 jurjev? Ja. Odkot jih ne pa vzamem? Ja, a nimamo za ston šol, ali kaj? Ja, vem, oči, jaz nisem kriva. 14 jurjev. Meni je dost. Dost mi je, mislim, ni nam več treba tega prenašati. Dost je tega klečeplazenja, poniževanja, pa tega nastavljanja levega pa desnega lica svojemu sovražniku. Ja, mami, dost je tega, no. Res, mislim...
Mi da z Janezom imamo v sobi rešitev za našo familijo. Pa kazen za tiste, ki niso bili pošteni. A ne, Janez? Da ne bi slučajno, da ne bi. Lepo te prosim. Pojma nimam, o čem govorim. Lepo se dela neumenga. Pa dej, Janez, no, pa zdaj pravi caj, da mi dva pokaževa te dokumente. No, pa kaj ste tako srame? Maja, tih bo od njega srat, lepo te prosim. Meni je dost. Počakaj. Dokument. Nimam pojma. Po blagi veze nimam, kaj govori. Čiste neumnosti, či se je strgal. Ti mi danes strgal. Kam si jih dal? Kam sem dal kaj? Kam sem jih dal? Kaj pa, nič ni... A si neumen? Maja, a si normalna, a si ti je čista... Da ne bi slučajno... Seta se, ej! Opet, dosti je bilo. Seta se. Ti sem, ti pa te. Veš kaj sem? Da ne bi... Mir sem rekel. V naši hiši rabimo malo miru. Od zdaj naprej. Zakaj pa od zdaj naprej? Zato, ker ga rabimo. Mami je bila pri zdravniku na pregledih in rab malo miru. Kaj ti pa je, mami? Sej, baje ni nič hudega, ampak pravijo, da ima neko bulo. Ni še čist jasen. Lahko je pa tudi najhujš. Lahko je tudi rak. Izda paketa, doktor, no! Umir se, no. Kaj pomir se? Ja, no pa kaj je, sej bo prišel. Sploh pa tvoj očka spi v spalnici, ka angelček. Sej mu nič ne manjka. Ja, res mu nič ne manjka. Kvečemo ima česa preveč, a ne? Tebe, na primer. Pa daj pas, kaj govoriš, pubertetanca, no. Koga sem jaz pazila? Že v gimnaziji sem bila 5 korakov pred tabo vse posod, lepo te prosim. Vsem si me kopirala, kavbojke, bluze, vse. Pa kdo pa tebe kopira, ko koša razvajeno, no daj, no. Še modrico si skopirala, samo je originalna, veš? Zoran. Dobar dan. Kje je zdaj pacient? Zdaj. Aha, me bo eno odpeljal do njega, ne? Ja, pa še nekaj, no. Če je človek bolan, potrebuje mir pa tišino. Jaz sem pa vašo galamo že na dvorišče slišal, no tako dajmo malo znižati register. Ja, gospod doktor, jaz sem Tina, pacientova žena. Če si ti njegova žena, sem jaz njegova prababica. Ja, sej, zgleda že tako. Ja, ker brez panike bomo vse zrihtali, vse bo me to odpeljal, prosim. Hvala. A ja. Imaš kakšen čik? Če bi imela celo fabriko cigaret, ti jih ne bi dala. Ko si tako prijazna, veš? Težko sem sploh jezna nate. Kar naprej mislim sam na to, kako je mami bolna. Pa zakaj se je to moglo zgoditi prav njej? Ona pa si tega res ne zasluži. Tega si ne zasluži noben. Noben si ne zasluži take bolezni. Noben. Še dobro, da sem skril tiste dokumente. Se mi zdi, da je tako slaba samo zaradi te štale, ki jo imamo kle doma. Če bi tiste dokumente pokazala, bi bilo pa samo še slabše. Ja, prav imaš. Pa na očija tudi morava paziti, veš? On se sicer dela, kot da ni nič, ampak v bistvu je pa že čist na konc živci. Če mu bova dala pa še te dokumente, pol ga bo pa itak sesul. Veš kaj? Se mi zdi, da sva počasi zadosti stara, da tudi midva narediva nekaj za to družino. Ja. Ali bova nekaj naredila, ali bova morala pa jeti. Prav imaš, ja. Korenovi morava zatežiti na skrivaj s temi dokumenti. Ja, na skrivaj. Najna starša sploh ne bo ta pogruntala, za kva se je situacija kar naenkrat tako zboljšala. Boš videl? To bova naredila. To je zdaj najna dolžnost.
je dobra ideja, točno to moramo narediti. Nekaj se je treba spomniti. Ja, nekaj se je treba spomniti. Nastaje čas, da grem od tebe stran, čeprav imela sem vse. Na svojo pot grem z njim v nov pristan, a za vedno bom le tvoja hči. Mami me je vse življenje učila v smislu trpljenja, odrekanja, da je treba imeti rad svoje sovražnike, da se je treba v življenju matrati, drugače nič ni vreden. Ampak, ko ti zbolijo starši, ko začne razpadati familija, se mi zdi, da je takšen smisel zgrešen. Moj smisel je to, da mora tisti, ki dela napake, zanje tudi plačati. Sorry, ampak zdaj mi je pa res dost. Pod eno streho. Pa ti si zihar, da smo mi dva tole dobro zrihtala, ha? Ja, seveda, Svano, daj poklič Goraz, da pa se zmeni za sestanek. Se te ne bo ugriznil. Ja, vem, da me ne bo, ampak vseeno. A misliš, da je pameten, da njemu teživa zaradi fotrovih grehov ali kva? Komu pa? Ja, ne vem. Fotor je že čist zmešan, Špela tudi, mame Mojce ni, Tina tako niti ni relevantna, Okej. Goraz ti je edini, ki je še kakor toliko normalen. Kličem. Čeprav... Ne vem. Dobro. Poskusimo. Ja, živijo Goraz. Ja, ta mala pank. Veš kaj, jaz sem te hotela vprašati, če imaš ti kaj cajta. Danes. A nimaš? Kaj pa ju? Aha, ne veš, imaš... Ja, okej, v redu. Okej, delo. Kaj je rekel? A nič, tako se mu je mudilno. Ma neko frko s fotrom ali kva pa vem. Ja, in kaj še povedal? Ja, nič. Za jutr? Ja, nič, samo sploh nisem mogla predlagati, da bi šla skup na pijačo, ker itak ni imel cajta za ta malo pankerco. Shit. Ja, naprej? Ja. Zakaj sta pa videla tako vesela pa poskočna, ha? Najina mami bo naše skupne sovražnike uničila. A, dej. A res? Kako pa to? A ji bo našeškala po nagi ritje? Ne, na sodišče bo šla, veš, tam. In pol bo une dokumente izgleda res dala in jih bo tožila. Pa rekla nama še, da se moramo izogibati korenov, tako nadelač, pa da jih sploh ne smeva pozdravljati. Res. To pa v redu, ne, Janez? To pa zelo dobro. Ja. Ja, veš, kaj jih bo tožila za 508 $, veš, pa bogati. Nekaj denarja bom dala za domov, nekaj pa tudi posoda. A nama? Jo, kako si ti dobra. Hvala lepa. A imaš kaj čokolade za našo šefico? Seveda imam. Jaz imam vedno čokolado za našo šefico in našega šefa. Izvolite. Hvala. Hvala. Prosim. No, evo, ste videli. Po temule zdravilu, ki sem vam ga dal, je pritisk lepo padel, puls je tudi normalen. Se pravi, da ni bilo tako hudo, a? Ne, na srečo tokrat ni bilo tako hudo, ampak veste, boste mogli malo umiriti svoje življenje. Pri takih stresih je lahko naslednjič tudi povsem drugače. Ja. A boste poklical dekleta, bi se rad pogovoril z vami. Seveda. Klita? Oči, kaj si? V redu. Sam, da si zdrav, jaz sem tako vesela. No, pretiranega vzroka za veselje tudi ni, veste. Sem vas želel dobiti skupaj, da se malo pogovorimo. Tokrat jo je oče dobro odnesel. Naslednjič pa se lahko konča tudi povsem drugače, veste.
Hočete reči, da stvar sploh ni tako nedolžna, ali kaj? Ne, stvar sploh ni nedolžna. Pri gospodovih letih, pri njegovih stresih, ki jih živi, pa tudi pri kakšnih drugih stvareh, ki sledijo zraven, se lahko naslednjič konča tudi s kapjo, veste. Zdajle bom napisal eno zdravilo, ki ga bo eden od vas skočil iskat v lekarno. Tole jemljite 3-krat na dan za enkrat, po tednu pa ukinemo. Ja, tako kot sem rekel, gospod Koren, naslednji teden brez psihičnih in fizičnih stresov. Sploh pa, veste kaj, mislim, da je čas, da se malo zamenjajo vloge, ne? Čas bi bil, da vi 3 otroci malo poskrbite za svojega papačija. Ja, se bomo. Sam tle bi vas pa malo popravila. Veš, vi ste 2 otroka, tiste pa ljubica njegove. Po moje to zelo vpliva na slabo stanje po noč. No, v glavnem tako, kot sem rekel, umirite malce svoje življenje, ne? Jasne? Nasvidenje. Nasvidenje. Pa kje sem iz tega človeka že videl? Ja, če sam, da si v redu. Jaz bom skrbela zate, ne kot otrok. Kot mama bom skrbela zate. Res, jaz sem se toliko ustrašila, čist sem iz sebe. Lej, še zdaj se mi roke tresajo, čist se tresam, čist. Jaz šivam v lekarno, v glavnem, no? Ja, blago te. Pa dej prinesi še nekaj inzulina zame, ker res toliko cukra pa ne prinesem. Veš kaj, prosim te, ne bodi preveč dobra. To mora biti ostro. Ostro. Ja, vem, ampak meni se že zdaj zdi malo preveč ostro. No, prečiti ne. Spoštovani, če ne izpolnite vaših obljub v 3 mesecih, bodo ti dokumenti prišli na mize nekaterih novinarjev, ki že dolgo raziskujejo ozadje vašega vodenja televizije. Pa kaj, dam kar X od spod, ali kaj? Ja, kar dej, kukar češ. Ja, mislim, ampak meni se to še vedno zdi mečken premočno, a se ti ne zdi? A da namirno, spomnim se, kako zna biti on močen poster. Veš kaj, dodej pa tukaj zraven še tole, da bo od novinarjev prvi bogataj, ki bo to dobil v roke, veš? Ne, to pa ne. Mislim, če to napišem, potem bo Koren točno vedel, da je bogataj to dobil od mene. Jaz pa tega ne bi rada. Ja, ampak, veš kaj, vsem bi bilo dobro tole bogataju dati pod nos. Ti veš, da je on na njega besen kariz, pa bo kaj ukrepal. Ja, vem, ampak jaz bi to rada naredila na en drugačen, bolj skrivnosten način, pa ne vem kako. Ja, Madonna, čak, da se spomnim. Ne, veš kaj, veš kaj bom naredila. Jaz bom kar direktno šla k bogataju, se on je dober človek, jaz bom povedala, da imam te dokumente, s katerimi on lahko marsikaj naredi, predvsem Korenu, ampak on mi pač mora obljubiti, da ne bo nikoli nikomur povedal, odkot je dobil te dokumente. To je dobro, ne? To je najboljše, najbolj iskreno, preprosto. Zdaj pa ti odnesi tole, to pošto Korenu. Jaz? Ja, zakaj pa jaz? Kar ti odnes? Ja, jaz sem dala dokumente, ti pa odnes pošto. O ne, jaz pa že ne bom. Ja, a si ti čisto zmešana, mislim, da bo se ne da nič zmeniti. Jaz sem dala vse, ti pa... Servus nazad, punce, kako smo kaj? Živjo. Servus. Živjo, Rado. Živjo. Joj, ja pa kaj se pa ti tako pukla zdržiš? Že to je meni nekaj podsekalo križem. Ja, to je torba, ne? Ja, kaj pa s tam? Bogi, revček, s tole torbo, Jožeš Marija, sej težka, kad sem. Ja, zdaj pridite, bom jaz malo, dajte te malo naslon, te malo zmasirala. Kakor hitro si stopil skozi vrata, sem videla, da je nekaj narobe s tabo, da je sprose. Se veš, da Anja zna s tabo. Ja. Ivana. Evo, pa smo. Ti jo veš, da se čist krp en počutim. Čarovnica, ta plava. Ja, Madonna, kaj težka torba. A imaš kaj pošte doma za nas? Ne, danes sem že vse raznosil. A vse? Škoda. Ja. Čakaj, ti tlele vidim nekaj. Za Korena. A veš, da sem že mislil, da sem končal, zdaj moram pa skočiti če gor do Korena, ne. Pa si pozabil, ne, smajga raztresen danes, ne? Ne vem, toliko me je verjetno bolelo, pa sem bil čisto, veš, na
pomirjevali. Jaz sem mislila, da sva spet proslavljala, ne? Ne. Ajde, punce, sedus nazdar. Servus. Hvala. Mija. Poslušaj, draga moja, to, kar 100 advokatov ne more narediti, en poštar, kaj bi mignil naredi. Ja, kako te bom rada, manica. Na svojo pot grem z njim v nov pristan, a za vedno bom le tvoja hči. Jaz se bom kar mal presedla tukaj, upam, da te nič ne moti to. Ha? No, ne. Urša sem jaz, nisva se še predstavile, tamle z benda. Maja. Aha, Maja si. Drugač pa kar dostkrat prideš sem, te opazam, a ne? Aha. Aha. Ja. Pa pišeš v tale dnevnik svoj, kakšne take lepe najstniške, ha? Ja. Vse sorte, ja. Zelo se mi zdiš zanimiva. Nekaj bi ti rada predlagala. Kaj pa? Nič ne bo hudega. Snemali bomo nov videospot, naš bend in smo mislili, če bi mogoče ti nastopala v njem. Zato sem jaz prišla te vprašati zdaj. Fantje ne upajo. Jaz? Ja. Mislim, ne vem, če boš zadovoljna z mano, mislim. Le kakor sem, mislim, same stare cote, pa še zdavč nisem tako lepa, kot one v videospotih, tako da... Ma že zato, ker se sama sebi mogoče ne zdiš najlepša, sem zadovoljna. Kar se tiče pa oblekc, pa make-upa, bud pa brez skrbi, ti bomo zrihtali super oblekce, namazala te bo Alja, tako da boš lepša, kot pepelka s pravice, pa še dobro ti bomo plačali. Kaj praviš, ha? Ja, mene stvar zanima. A te zanima, res? Ja. No super, pa so zmenjene, nisem imela težkega dela. Ha? Ja, svaja. Pa še prav mi bo prišlo. No, tebe. Super. Se vidimo pol. Se vidimo, ja. O, Janez. Evo. Kako si prijazen. A bo še kaj, ti še kaj prinesem, če boš Ne, še kaj hvala, zraven? hvala. Vse je v najlepšem redu. O, zlaci. Ko bi le bilo vse v najlepšem redu. Jaz sploh ne morem razumeti, kako si lahko ti tako optimistična po vsem, kar se nam dogaja. Jamranje kamor ne pripelje, Janez. Sploh pa ne mislim vreč puške v koruzo. O, jaz že ne, jaz se ne dam. Pa ti? Ne, jaz ne. Jaz nimam te tvoje moči, pa volje, pa... Maš. O, maš, Janči. O, pa je zdaj. Dobar dan, Rozi. O, Rozi, dober dan. Dobar dan, gospa Štefka. Sedite se. Hvala. Sem slišala, da ste neki Sedite. Sem slišala, da ste neki bolna, pa sem prišla malo naokol. O, lepo, Rozi. Ja, pa da ne bom sem radovednost pasla. Prišla sem se ponuditi, če rabite kakšno pomoč, kaj za zlikati, za pospraviti. Oh, Rozi, že, ampak... A veste, mi nimamo toliko denarja, kot soseda. Ni govor. Ne dajte, no, ne govorim o denarju. To vam naredim prav z veseljem. Hvala. Tako pa... Hvala, kako ste dobri. Sem slišala, da je kar hudo. Bula pač. Se niti ne ve, kakšna je. Lahko da sploh ni nevarna. Joj, Bog, daj, bom molila za vas. Hvala, Rozi, hvala. Kako se pa počutite, vas kaj boli? Boli ne, sem. Počutim se pač iza nič. A res? Taka slaba sem. Ja. Samo vprašanje, če ni to zato, vse nam je padlo na glavo.
Glejte, denarja ni. Službe niso zihar. Pa otroci svoje zahtevajo. Ja, vem. Dokler so doma, jih je treba popedenati, a ne? Ja, dokler so doma, ni nikoli zadost. So ko jama brez dna. Ko jih pa ni več, je pa dom jama, prazna in žalostna. Hvala, Janez. Izvolite. Ja. Kako pa kaj vaš sin, Rozi, v Kanadi? Ja, Matjaž. Ja. Pozabil je name. Oh, ne, Rozi. Ja, veste, ko je bil še doma, sem mu govorila, pa ni našel takrat nobene službe, nobene kitajskega, da bi ga veselilo. Ja. Pa smo rekla, pa pejt, poglej malo v svet, postav se na svoje noge. No, zdaj ga pa ni, bi pa tako rada, da bi bil doma. Šel kamkoli ne ve. Otrok se mora odločiti sam, a ne? A ne, Štefka? Verjetno res. Ja, verjetno res. Jaz grem malo ven. Prav je. Rozi, kako pa kaj naši sosedje? Ne sprašujte, tam je šele hudo. Joj, cela norišnica. Manica, nekaj bi te rad vprašal. Ja, izvoli, a hočeš spet kakšno tako lepo frizurico kazati, če je zeleno pa tako malo pisano? Ne, tokrat je pa nekaj zelo resen. Veš, kaj me zanima? Rabim denar, pa del, nujno. In če bi lahko jaz prišel zvečer, recimo vsak večer, tako da bi me zaredno vzela, da bi prišel zvečer, pa ti generalno spucam cel lokal v nulo, okna, ogledala, pometem, vse naredim. Sam denar rabim. Krvavo. A bosta špelo zibala, a? Ne, zelo resna situacija je, lej. Rabim denar za svoje starše. Pa za Majo, za knjige. Nimamo. A, to. Seveda, Janez. Kar prid. Prid. Vsak večer prid. Pa posprav pri meni vse do konca. Veš, to je pa zelo lepo od tebe. Hvala, Manica, hvala. Hvala, lepa, hvala. Kar prid, do zvečer. Okej. Adijo, živijo. Ja, sam moment. Rado. Sedem z nas, da Tinca. Rado. Živo, sedem. Kako ti? Poslušaj, prej se mi je pošta takole malce ne spregledal, očitno, veš, ne. Ker sem ti. Ja. No, se pravim, ne, Koren, ne, mislim. Včasih se pač malo zmuzne med prsti, ne, ampak se pošta tudi 2-krat, 3-krat, 17-krat, 29-krat. Ampak pošta bo zmeraj pride, ne. Se veš, ne. Dobar, ja. Okej, moram jeti, veš, ker pa res že pozem, ne. A ne daj? Okej. Te bom pospremila, da je Rado. A res? Ja. Ja, daj, no. Madonna. Medtem, ko pri Korenovih, no in konec koncev tudi pri nas doma, vladajo razmere kot v kaki bolnišnici, se jaz, to moram priznati, zelo veselim novih oblik in tudi honorarja za nastop v videospotu. Usoda očitno vedno trka na prava vrata. To verjamem. In zato se za mamino bolezen ne bojim preveč. Nekako vem,
da se bo vse skupaj dobro končalo. Upam. Upam, da se ne motim. Živijo, Goraz. Maja. Maja. Hej, baby. Ja. Kam pa greš? Domov? Ja, kje smo bila? Na snemanju videospota. Videospota? Aha. Ej, da jaz grem njihov v lekarno po ene zdravila za foto. A greš z mano pa šno pijačko še obodil, a? A si pozabil, da ne hodiš na pijačko s Tamalo Pankrco? Ja, okej, no. So drugi cajti, zdaj te pač vabim. Sorry, ampak danes ne morem. Mogoče kdaj drugič. Ampak vseeno hvala za povabilo. Tole glih ni moj stil. In mogoče se bom komu zdela vzvišena, ošabna ali pa kaj podobnega. Pa nisem. Ampak tale Gorazd mi je pa že tolikrat dal košarico, da sem mu mogla vsej mečken vrniti. No, sej. V resnici pa komi čakam, da me spet povabi na pijačo. Pubertetnica pač. Se vidimo. Vsake oči išče